Živi muzej Krasa, le lučaj oddaljeno od Sežane, je prava zakladnica kraških pojavov, naravne in kulturne dediščine teh krajev. Muzej na prostem, kamor z avtomobili ni dovoljeno, si lahko ogledamo tako, da vzamemo pot pod noge, še lažje pa na kolesu. Vzdolž 21 km urejenih in označenih kolesarskih in pešpoti srečate naravno in kulturno zakladnico, ki je značilna za celoten kraški prostor. Malo kje boste na enem mestu našli toliko tipičnih kraških pojavov kot tu, recimo uvale, vrtače, škraplišča, podzemne jame, brezna. Kraško krajino pa je v stoletjih na prav poseben način sooblikoval tudi človek. Suhih zidov je po Krasu na tisoče kilometrov dobesedno in ko se peljemo nekje po tem terenu, zelo pogosto vozimo vzdolž suhih zidov ali pa po starih tako imenovanih klancih med suhimi zidovi, tako da vidimo, kje so stari Kraševci in Kraševke potovali od vasi do vasi. Iz živega muzeja Krasa hitro prikolesarimo do Lipice. Nedaleč stran pod zemljo kraljuje najstarejša evropska turistična jama Vilenica in še bi lahko naštevali. V prihodnjih letih bo mreža kolesarskih poti, ki povezujejo te kraje, še bogatejša, pravijo. Konkreten projekt, ki je že dobljen, je konkretno zdaj stojimo na trasi Sežana-Komen, to je z projekta Geomob. To bo prva samostojna kolesarska povezava v protiprašni prevleki s 3 kolesarskimi počivališčami in z eno kolesarnico v dolžini 20 km plus še 7 km posameznih odsekov levo-desno. Krasa pa seveda ne smemo zapustiti brez, da poprej okusimo kraške dobrote. Kras ponuja ogromno dobrote, nekaj sem vam pripravila tukaj na mizi. Imate nekaj lokalnih kraških mesnin, imamo pršut, imamo dobro vino, teran, vitovska, ki je že malo pozabljena. Okusi, če tudi že malce zbledeli, vas bodo vedno znova vabili na Kras, kjer si prizadevajo svoj turistični jutri razvijati čim bolj trajnostno.